Če se arhitekt in naročnik ujameta pri prvem stanovanju, ni razloga, da ne bi sodelovala tudi pri morebitnem drugem. Ni pa nujno, da stil opreme obakrat ostane isti. Arhitektka Špela Modic je že pred 10 leti gospe Simoni načrtovala stanovanje. Ob vselitvi v novo stanovanje sta zopet sodelovali, ampak tokrat je stil nekoliko drugačen. Gospa Simona, kakšno je bilo prejšnje stanovanje? Po 10 letih v prejšnjem stanovanju, ki je bil sicer čudovit in krasen po Špelini zaslugi, sem se po moje najbolj veselila selitve v novo stanovanje ravno zaradi možnosti ponovnega sodelovanja, ne. Se pravi, ključna razlika je lokacija stanovanja, druga pomembna razlika pa je tudi ta, da tam je bil dupleks, specifičen, ozek, dolg stanovanje, medtem ko tukaj je pa etažni, precej širši in se lahko na drug način poigraš, tako da je izpadel zdaj tak stil kot kavarniški lounge, tako pač. In to smo pol, v to smer smo se usmerili, no, in mislim, da nam je res super izpadli, sploh s to galerijo, s takšnimi posebnostmi, kot so star zemljevid, te hlodi stari. Inox kuhinja, to da spet kuhinja, itak. To so bile moje sanje, inox kuhinja, ne. Pa tudi luči se mi zdijo, da so nekako te moderno kavarniške, no. Tako, ja. Dobro, se pravi, stanovanje je zdaj večje in kot tako ponuja tudi nek poseben magični kotiček in vi kot modna kreatorka ste verjetno navdušeni nad tem, da imate lahko svojo avenijo z omarami. Ja, če bi bila avenija, ne. No, pač je neka sobica, ne. Kar nekaj metrov je, kar nekaj metrov. No, je, no, še več bi lahko. Pa potem je še ena sobica. S čevlji sem videl, je tudi kar precej velika omara. No, povejte. No, tako. Ja, no, to je pa sploh, mislim, če zaradi drugih stvari bi še lahko kaj komplicirala, ampak ko sem pa videla opcijo, da bo možnost tukaj imeti neko sobo namenjeno garderobi, je bilo pa to, pa podpišeš, ne. To je neka stvar, ki dejansko ne razumem, zakaj v Sloveniji ni več tega. Mislim, da že v osnovi, zakaj se ne zasnujejo tlorisi tako, da so garderobne sobe pod mus, tako kot je mus, ne vem, skladiščnica ali pa pač neki prostori, to bi enako mogli biti, no, del, ker nekako omaro boš seveda umaknil iz spalnice. Mislim, spalnica je, kaj naj rečem, svetišče ljubezni, ne vem, a ni moteča tam not, no, tako da, če se ne da, no. Imajo vse te oblačila noter tudi neko zvočno izolacijo, pa tako, ne? Ja, no. In imate dovolj vseh teh metrov omar, ali bi rabili še nekaj par metrov za še kakšne nove kreacije? Tako je srečen, ne, seveda kot modna oblikovalka, da imam tudi prostore, salon, skladiščni delavnico, kjer je še par oblačil, ne, tako da skoraj še enkrat toliko tukaj, no, tako da bo treba še biti priden pa delati, pa si očitno privoščiti še dodatno. Seveda, ker s Špelo bomo mogli spet sodelovati, ne? Upam, da bo to sicer kje v New Yorku naslednjič ali pa se že selite? Spet ponovno? Ja, jaz se že delno malo pripravljam. Sej, tudi če bo čez 10 let, to hitro mine, ne? Ja, sej na 10 let se vidi ponovati zdaj, mislim. Tako, služba pravi na 5 let, ne, stanovanje pa na 10, recimo. Na koliko časa se pa moža mena? To se pa ne sme menati. Ja, to pa ne, prav je tako. Špela in Neža, arhitekturni tandem. Špela, vi ste že pred 10 leti sodelovali z gospo Simono pri opremljanju njenega prejšnjega stanovanja. Kakšne pa so bile tokrat njene zahteve, so bile kaj drugačne? V primerjavi s prejšnjim projektom je bil ta projekt nekoliko drugačen. Stanovanje je le novogradnja. Imelo je 3 otroške sobe, od katerih sta bili pač za dvojčka uporabljeni 2. Tretjo smo potem priključili spalnici, premaknili smo tudi vhod v spalnico, tako da je zdaj ostala neka taka oaza miru za starše, kjer je udobna spalnica, garderobna soba in pa njuna zasebna kopalnica. Zato smo v drugi dnevni WC spravili še tuš, da ima ta dvojčka potem svojo kopalnico. Odstranili smo predprostor, razbili smo ploščice, ki so bile takrat omejevale, kje naj bi bila kuhinja, kje je predsoba, tako da kuhinjo smo premaknili na drug konec.
prostora, parket smo dopolnili tam, kjer je bilo, in pa opremili vse z novo keramiko, ki je pač mogoče malo bolj posebna, teh 6-kotnih oblik. Se pravi, stene niste rušili tukaj ali pa da bi kakšne... Ja, v kopalnicah smo recimo nekaj rušili, tudi tukaj to steno med predsobo, ki je bila pač tako kot v drugih teh stanovanjih v tem naselju temačna, brez dnevne svetlobe smo jo tudi porušili. Nismo pa šli tudi zaradi budžeta, nismo šli v neke velike gradbene posege. Kaj pa pri sami notranji opremi? Ste se tudi verjetno morali poigravati, se verjetno tudi držati nekega budžeta, ki je bil na voljo? Ja, pri notranji opremi smo se držali nekega budžeta, predvsem pri teh kosih pohištva, ki bojo ostali v stanovanju v primeru, če se bojo lastniki stanovanja selili. Nekaj več kreativnosti in svobode smo si privoščili tako pri teh premičnih kosih, ki jih bodo lahko vzeli sabo v primerjavi selitve. V stanovanju sem opazil kar nekaj starega lesa oziroma nekaj pohištva ali pa deluje kot postaran les. Ne, mislim, ni postaran les, les je pač natur in je v resnici tak, kot je star. Tudi postelja? Ja, postelja je zbita, to je mizarsko narejeno, je zbita skupaj, ravno zato, da smo tudi tam pač prišli do nekega tega občutka nesterilnosti in te prijetnosti in domačnosti in vnesli nekaj naravnega v ta prostor, tudi luster je izdelan tako, pa pulti v kopalnicah, kar tako super paše na te ploščice, ki imajo tudi neko teksturo, tako da je vse povsod dosti teh nekih tekstur, različnih struktur, ki se potem plastijo in prepletajo, da pol se ustvarja ta občutek nesterilnega. Zdaj vemo, kako imajo oni noter, ampak kaj, ne morejo gledati, kako imajo pa drugi. Se pravi, naše oddaje, ambienti, oni ne vidijo, televizije ni. Ja, televizija je, ampak smo jo ravno zaradi tega, ker če je televizija center prostora, pol mora biti ves prostor usmerjen v televizijo, kar tako determinira dnevno sobo in v tem primeru dnevno sobo, jedilnico in kuhinjo. Zato smo televizijo skrili za zaveso. Televizija je pač na tej gibljivi roki, tako da se pač preprosto odkrije zaveso, se potegne televizijo ven in se lahko gleda televizijo. Tako da ne bo noben zamudil oddaje Ambienti. Nič ne bojo zamudili, dobro, me veseli. Se drugačnost pa dobijo tudi na našem arhivu. No, super.